Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav. Moje ime je Gregor Škerl in z današnjim gostom bi rad na nek drugačen način opozoril na pretresljiva dejstva današnjega časa in pokazal nekatere rešitve. Zavedamo se, da je težko spremeniti navade, videti kaj drugega kot le propagando medijev ter govorjenja politikov in da časa za razmišljanje, delovanje in aktivizem v tem hitrem tempu življenja ni. Toda kjer je volja in moč, tam se da premikati gore. V ta namen sem povabil priznanega domačega strokovnjaka, svobodnega raziskovalca, pisca, scenarista, publicista, naravovarstvenika, borca za naravo in človeka. Pozdravljen, Anton Komat. Lep pozdrav. Ljudje te poznajo kot aktivnega borca za naravo, pitno vodo, zdravo okolje, iz knjig, dokumentarjih oddaj, člankov v revijah, kot ustanovitvenega člana mnogih društev, predavatelja. Na katere oddaje, knjige, uspehe si pa ti najbolj ponosen? Kako da temu rečem? Recimo, jaz želim vsako delo, ki ga opravljam, narediti najboljše možno. To mi je nekako naravi. Ampak sem nekaj gotovo, če potem, ko je delo pravim, v tistem času resnično po mojih takratnih sposobnostih odlično, bi rekel, v svojih kriterijih, vedno se najde čez leto, dve, kakšna zamisel, kako je pa nekaj lepo boljše naredil. Ampak jaz sem se odločil, da bo moja drža taka, da enostavno lahko stvar od tam, je v tistem trenutku najboljše, kar zmoram in potem prepuščam čas in se lotim nove stvari, tako nekako. Tako da bi težko rekel, kjera stvar mi je zdaj najbolj po srcu. Morda je ravno tista, ki jo je nepravično ali pa na en čuden način ustavila nacionalna televizija, so bili slovenski gozdovi, ker smo imeli odobrenih 20 nadaljevank, naredili smo jih samo 5, ker potem smo bili ustavljeni strani višjih sil, ker se je denar usmeril v neke druge, bolj komercialne serije, ki so bile potem ukinjene zaradi negledanosti. To je taka žalostna zgodba. Mislim, da slovenski gozdovi kot tema v tej naši deželi že obsega preko 60% naše površine, absolutno niso pokriti ne v medijih, ne v knjigah, no razen ko pride do žleda. Ja. In bi si zaslužil tako oddajo? Ne samo da, mislim, da moramo imeti tudi ugrajen v šolski sistem, kajti praktično največje slovensko narodno bogatstvo so gozdovi, naša voda. To dvoje mogli biti temelj izobrazbe tudi otrok, od vrtcev naprej, na žalost tega ni. Se strinjam, ja. Kaj te žene te motivira, da tako močno osveščaš in aktivno sodeluješ pri tvojih projektih za naše osnovne pravice, za naravo in za naš dom, planet Zemljo? Ja, začelo se je tako, namreč dediščina mojih staršev je bila, da je najbolj grda stvar laž. In jaz sem se pač nekaj naučil od njih in v neki točki življenja mi je prišlo do tega revolta, ker sem na vseh koncih in krajih poslušal nekaj laži. In prvič, drugič, tretjič, ne in tako naprej. In potem imaš pa tega dovolj in se nekako ta upor je izvedel iz tega, da meni lažejo, s tem tudi drugim ljudem lažejo, in s tem žalijo mojo zdravo pamet, moj razum. In zdelo se mi, da nihče nima pravice ne poniževati, ne mene, ne mojih sodržavljanov, in ta upor je v bistvu upor proti laži, to je v bistvu borba za resnico. Z resnico pa oba veva, da je najbolj ogrožena stvar tega planeta. Ja. Kakšen je tvoj odnos do planeta, narave in živali? Jaz sem kot otrok zrastel v divjini, moram reči, še v najzgodnjem otroštvu, tam 3-4 let je bil moj učitelj, stari oče, ki me je vodil po gozdovih in tako naprej, pripovedoval nenavadne legende in zgodbe, meni so da samo všesa od tega. No, potem smo se preselili na obrobe Ljubljanskega barja, tudi Ljubljansko barje je bila neka pokrajina za otroke, pokrajina svobode. Mi smo se te svobode resnično naužili in moram reči, kogarkoli srečam iz tistega časa, ko smo, kako se reče, skrbova rasli, se samo nasmehnemo z nekimi srečnimi obrazi, se spominjamo te lepe mladosti, te divjini. In jasno, ta stik z divjino tudi pomeni stik z življenjem te
to mi je ostalo. In sami seboj, v bistvu s koreninami. Ja, sej narava je tisto, kar je ponudilo človeka, ne, in ravno v tej zavoženi civilizaciji, v kateri zdaj bivamo, ne, smo ta realni naravni svet zamenjali z nekim virtualnim, nekim racionalnim svetom, ne, no in ta deviacija človeškega duha, če ne bo rešena na ta način, da se vrnemo na svoje izhodišče, ne, kajti lahko rekli tako, ne, vse mi nismo prišli na ta svet, ne, kot pravimo običajno, ne, dojenček je prišel na ta svet, ne, mi smo prišli iz tega sveta, ne. In ta stran pot, ki smo jo naredili zadnjih 400-500 let, ne, nas je že dosti naučila, kam to lahko pripelje, ne, do kolapsa civilizacije, zato je edino varno za nas in za potomce, da se vrnemo tam, iz kjer izviramo, torej, da začutimo naravo, ne. Tukaj nas lahko veliko nauči Goethe, veliki nemški pesnik, ne. Torej, čutenje življenja, čudenje nad življenjem, ne racionalna razlaga tega življenja, ne. Mislim, da imamo neka sporočila umetnikov in jaz velikrat poudarjam, da če je ta znanost sodobnega sveta postala znanost zaradi moči, ne, scientia propter potentiam, ne, potem je edina stvar, ki bo rešila ta svet, je umetnost, ne. Kajti človek ni samo ta racionalni tehnično-tehnološki ne, je tudi čutna oseba, ne, ima čustveno-čutno inteligenco, ima neko intuicijo in če mi razvijamo samo tega tehnološkega človeka, bomo dobili sicer nek tehniciziran svet, ne, ki bo brez duše, brez srca, ne, in ne čudno, da je to ljudi v sodobnem svetu ima težke psihične težave, ne, kajti recimo zadnja velika evropska raziskava, ki je narejena pred tem leti, pokazala, da preko 38% Evropejcev ima neko obliko psihične težave. Torej vidimo, da so ljudje pahnjeni v nek svet, ki ni po meri človeka, ne, ampak je po meri tistih elit, ki krmarijo nasilno ta svet. Najosnovnejše in najpomembnejše prvine za vse življenje, ne samo za človeka, so sonce, voda, zrak, svoboda. In te so človeku danes največkrat odvzete. Pa začnimo pri soncu. Brez sonca življenja na našem lepem in edinstvenem planetu ne bi bilo mogoče. Sonce je vir življenja, je nujno potrebno za kvaliteto življenja, za zdravje, za psihično stanje, vir vitamina D, vir za prehrano. Z manipulacijo vremena vplivajo tudi na količino sonca. Reklame za kreme za sončenje propagirajo sonce kot nevarno in rakotvorno. Je to res in kaj je res rakotvorno? Sonce ali produkti petrokemične industrije za zaščito pred njim? No, kot prvo je postavil en osnovni zakon, ki bi ga mogel vsak trjevalc poznati, ne, torej, če hoče farmacija tržati neke svoje izdelke, mora najprej narediti problem, ne. Zdaj, če še en korak naprej naredimo, spoznamo, da si je danes farmacija, ne, kot velja industrija, kot Big Pharma, dobesedno ugrabila medicino in ima za svojega talca. Zato so danes zdravniki tisti, ki rabijo našo pomoč, da se osvobodijo tega incestnega objema svoje velike sestre. In ravno tudi, če gledamo tako zdravstvene probleme tega sveta, ne, vidimo, da dokler farmacija ne patentira neke aktivne snovi, ki deluje, ne bo kolegov odprla. Čim je pa patent postavljen, ne, in industrija zdaj stoji s produkcijo že, zdaj se še pa po medijih razširja ten problem, ki ne bi ogrožil človekovo zdravje. No, sem to povedal, da se lahko potem teh krem, ne. Torej, zaščitne kreme so popolnoma nepotrebne, kajti dovolj je tam polurno ali pa 40-minutno sončenje na dan, da dobimo zadostne količine D-vitamina, torej ni vitamin, kot hormon, prvo. Ampak tisto, kaj je deluje ta hormon D2? Več kot 10 vrst raka plikljena, torej deluje preventivno proti rakavim obolenjem. In zdaj pogledamo tako, na kakšen pošasten način dela farmacija kšeft, torej najprej te zaščiti s kremo, da ne dobiš dovolj D-vitamina, oziroma D-hormona,
Potem ti pa podajo še zdravila, da ti zdravo rakavo obolenje, ali pa da ti podajo še D2 hormon, ki manjka. Ista zgodba se ponavlja poglejte, recimo pri pesticidih, ki je ista industrija zadnji. Big Pharma je tudi največja proizvajalka pesticidov. Torej, zapovedano škropljenje z celo kolekcijo teh najhujših strupov je, drugače bomo lačni in drugače bomo tudi ne uspevali, tako naprej, kar je velika laž. Po drugi strani pa, ko smo vsi kronično zastrupljeni z ostanki teh strupov v hrani pa v vodi, imajo že poštimane arcnije za lajšanje tegob zastrupljenih ljudi. Torej vidimo, da v isto blagajno priteka denar od tega, da se dela problem in potem, da se ta problem tudi rešuje. Odličen biznis. To so 3 koraki, temu rečejo problem reaction solution, oziroma težava, reakcija in pa rešitev, katere nam ponujajo isti ljudje, se prav tako, kot si povedal, najprej ustvarjajo problem, ko se mi odzovemo na ta problem, nam ponudi rešitev. Tu ustvarja še večje probleme. Tako ponavadi. Potem pridejo isti reševalci, ki so prej problem naredili, da še te reševati. Tipičen primer te take kolobocije, kot izpravljam, je reševanje poplavne varnosti Slovenije. Torej, kdo je Slovenijo potopil? Seveda bodo te zagovorniki, ki zdaj služijo denar iz poplavam, verjemite mi, da nesrečo sta bili velikih dohodkov, za tiste, ki nesreče povzročajo. Torej, niti zlobna mati narava, niti zlobne klimatske spremembe, v toliki meri, kot so neumnosti, ki je človek počel v prostoru. Kajti eden od naših ministrov je recimo obvezno vodno gospodarsko soglasje pretvoril v neobvezno. Torej vse poplave, ki so potopile tiste hiše, recimo od leta 2004 naprej, ki so imeli večje poplave, so zalile tiste hiše, ki so bile takrat narejene v poplavnem območju rek. Torej, naši staroselci niso bili tako neumni, da bi zidali na prvi rečni terasi. Oni so vedeli, kam postaviti. Niso že nobenih meritev pa 100-letnih vod, 500-letnih vod, ampak so iz zgodovinskega spomina prepoznavali, da so tvegane na prvi rečni terasi prevelika in da je hiša prevelika dragocena, ki je bila za več generacij, da jo postavljajo v ta območje, ki je območje reke. Tako, vodno podariti. Zdaj jasno, če imate pravi interes kapitala, bo pa najceneje gradna točno na prvi rečni terasi, kajti tam so naplavine reke, tam ni menja manirja, nobene težke mehanizacije, tudi izkopan materiali, gradbeni material, recimo, če imamo porodišča, torej krasen biznis, in zdaj jasno, ker kapital vpliva na politiko, je politika napisala tisti neobvezno. In potem imamo poplave, potem pridejo pa reševalci, začnejo regulirati reke. Ko jih spremenijo v zgornjem toku v točne kanale, se nekaj nižje razlije. Še tam zabetonirajo v reko. In potem ta poplavni val veliko nižje se izliva. Posledica tega prekaj, da imamo zgornji stok reke sušo, kmetijsko, in potem se lahko zgodi v končni inštanci, da so tudi vodovodi suhi. In potem se prodaja steklenična voda. Vidite, počarni krog, to se dela kšeft. Se pravi, če se vrnemo nazaj na sonce, Ja, se pravi čujem. Ne čudega, je v redu, da debata teče. Se pravi, rekla sva, da so te kreme nepotrebne, ampak v čem je smisel tega, kar počnejo, tega nisva rečemo povedala, v čem je smisel tega, da nam forsirajo neke kreme, neke težave, in potem rešitve. V čem je smisel za nas, smo že povedala, da se vrtimo v istem krogu, za njih bi bil pa smisel? Ja, pogledajte, kapital išče področja, kjer je še možno si obetati kakšno profitno stopnjo. To so temu se reče ustvarjanje umetnih potreb. In vsi smo pričali v tej medijski manipulaciji, se nenehno ustvarja umetne potrebe. Torej, nekaj, kar sploh ni problem, iz tega se naredi problem in potem jasno z neko določeno intenzivno medijsko kampanjo se prepriča ljudi, da morajo to kupiti. V tem gre to in tako profitirajo ti isti, ki so problem nastavili. Torej, problem lahko, ko smo prej omenila, ga lahko naredijo umetno, ali ga pa se izmislijo za tendenco, da ljudje to verjamejo in potem
začnejo kupovati neko popolnoma nepotrebno stvar. Ne. Kaj ti meniš, nekaj smo že povedali o teh namigovanjih, da je letos lep primer, kako so nam z vojaško tehnologijo, orožjem omejevali sonce. Pa zakaj to počnejo? Ja, te verjetno misliš na te chemtrails in podobne stvari. Tako, omejevanje sonce... Ja. No, vse tukaj moram reči, če to temo odpirava, da je geoinženiring, to je zelo široko področje, ki tudi to obsega, ne, torej, če gledamo 3 glavne smeri te tehnologije, ne, torej, poleg tega, da se vpliva na radiacijo sonca, ne, imamo še vplive na oceane, ne, na vodo in tudi jasno vplive na direktno lokalno vplivo, pač na segrevanje, na neko manjše površine, ki se lahko lokalno modificira vreme. No, če so pa soncu, kot prvo moram reči, da ta geoinženiring ni mene enigma. Vse so priporočam branje čudovitega poročila, ki ga je izdala zelo referenčna ETC Group, ORG, na netu najdete poročilo pred 3 let, mislim, da je tam nekaj 60 strani, kjer so tudi napisani vsi patenti za posamezne te tipe tehnologij, vplivane na vreme in tudi popis, kje bilo to izvajano zdaj v svetu, in tudi katere mednarodne konvencije oziroma sporazumi prepovedujejo big scale, kot se reče, na večjem prostoru. Kar pa ne pomeni, da se ne dogaja na majhnem lokalni ravni ti eksperimenti. Tukaj je paradoks, da ravno pri soncu ne bi pršili te aerosole, teh drobnih nanodelcev, ki ne bi kot mala nanozrcalca odbijala svetlobo sonca nazaj v kozmos. S tem vročino. Čakaj se pogledajte, vsaka tako zrcalca je reflektirana na 2 strani. Torej tudi infrasevanje iz pregrete zemlje se odbija nazaj. Torej zrcalca deluje kot rastlinjak. In dobivamo toplo vredo v bistvu? Še močnejše toplo vredo. Tako. Kot ne bi jo preprečili. Take teorije so patentirane celo, in jaz verjamem, da se te eksperimenti izvajajo. Je pa nekaj, ki je nujno za povedati. Torej, velikokrat se me ljudje vprašajo, zakaj oblast ne reagira na to zaskrbljenost ljudi in recimo da vzorce prsti ali vode v analizo na vsebnost teh snovi, ki ne bi pršili iz letala. Glede, tukaj se 2 odgovora. Prvi odgovor je možno zato, ne zato, ker država ne verjame, da to ni res. Če bi hotela pomiriti zaskrbljenje državljane, bi to tako naredila. Zakaj pa tega naredi, sta pa lahko 2 razloga. Prvič, zato, ker je to res, ker se bojijo, ali pa drugič, zato, ker jim paše, da se ta nemir pa ta tesnova medli širi. Torej, recimo, bolj, ko mi govorimo o teoriji zarote, bolj, ko se to širi po medijih, bolj so ljudje zastrašeni. Kajti tukaj ne gre, mi moramo nekaj govoriti o teoriji zarote. Tle so konkretni ljudje z imeni in s priimki, ki to počnejo. In dokazati. Tako, mi moramo nastopati proti tem konkretnim ljudem. Če pa govorimo o teoriji zarote, potem se bo ljudstvo mislilo, ja, to so pa neki strahovito močni, res strici v ozadju, ki so zdaj moderni, ki imajo tako moč, da mi teh nimamo kaj proti njim. In vlada strah, ki pa pomeni... Ne, ta tesnova, ki pa imobilizira, ljudje postane pasivni. Nočejo videti tega, stran gledajo, ko je potrebno, ali pa rečejo, zamahne z roko, pa rečejo tudi larifari, tudi nič. Torej vidimo, da ima ta vedenje lahko zelo tehtne vzroke. Mi moramo kot državljani zahtevati te analize. In zahtevati od neodvisnih inštitucij. In civilna iniciativa to zahteva, ampak odgovori oblastnikov in pa naše vlade so vedno enaki, kategorično zanikajo to vrstno početje, čeprav so naprimer na ARS-u priznali geoinženiring. Jaz še enkrat ponavljam, da geoinženiring je čisto normalna tema, o kateri se v svetu pogovarjajo. Obstojijo veliki mednarodni kongresi znanstvenikov, raziskovalcev, se s tem področjem ukvarjajo. To ni nobena tabu tema, o tem se treba pogovarjati. In prav smešno je, da so te naši oblastniki se vedejo kot neki, res nimam besed, kako bi jih opisal,
Butalci, kot rečemo. taki lahko motene osebnosti, ki bi bili en poseben pouk za osnove državljanske vzgoje, ne, kako se je treba odnesti do državljanov. Ne. Torej, če državljani zahtevajo jasne odgovore, potem je treba te odgovore povedati. Po drugi strani pa nekaj, ne, vedno poudarjam, da ravno takrat, ko država govori, ali pa govorci države, ne, da je vse varno, da je vse pod kontrolo, da je treba zaupati, takrat je treba biti najbolj previdni in najbolj konzorni in najbolj zahtevati natančne odgovore in dokumentirati. Kako lahko pomanjkanje sonca vpliva na človeka? Glejte, najnovejša teorija o nastanku življenja, ki jo v glavnem razvija ruski fiziolog Voekov, pravi, dodajte samo svetlobo sonca vodi in dobite tako življenje. Mislim, da sem s tem vse povedal, da rabite nobenih vmesnih kemičnih reakcij, pa ne vem kakšnih zapletenih postopkov, kot so na shodu prepričati. Torej, spoj vode in sonca avtomatsko po sistemski teoriji generira nastanek kompleksnih snovi, avtomatsko razvoj življenja in mislim, da s tem vse povedano. Se strinjam. Lahko sonce nadomestimo z umetno svetlobo ali s čim drugim? Mislim, da ne, zato ker je vse to, kar če gledamo iz te pozicije, da je sonce tisto, če sem prej govoril o soncu in vodi, moški in ženski princip, vse mitologije, vse ljudstvo sveta o tem govorijo, moški in ženski spoje v tem, daje življenje, torej vidimo, da življenje nastavno je nemogoče bez sonca. In nadomestka ni? Ne, nadomestka, tako kot za vodo ni nadomestka. Kako lahko poskrbimo, da uživamo dovolj sonca? Da ne pademo v to depresijo, ki je dokazana zaradi pomanjkanja sonca? No, jaz sem prav se zabaval, ko sem bral v enih razpravah, v raziskavah, da je preko 20%, tam nekaj 22% vseh zemljanov je postane odvisno od sonca, torej zasvojeni so soncem, ker so ugotovili, da pri tej populaciji se izločajo endorfini, ko oni prejmejo prijetno dozo sončenja, postane nekako zasvojeni. In hrepenijo po tem soncu, bolj kot drugi ljudje. Jaz sem zelo vesel, da spadam med tih 200%, kajti zame je sonce resnično poživljajoča energija in da ne govorim o prispevku k zdravju, če si veliko na soncu. Jaz še življenje nisem mene zaščitne, ker imam gledal, pa je tudi mislim, tudi moje otroci ne.